hvala, ker ste se odzvali na naš sklic. Določenim medijem bomo dali, so nas zaprosili, da damo izjavo telefonsko in jim bomo seveda z veseljem postregli. Radi bi, z mano sta Jurica Ferenčina, vodja nujne medicinske pomoči Sevnica, in pa Violeta Bahat-Kmetič, magistra in pomočnica za zdravstveno nego. Strokovni vodja je v delovni obvezi, zato je z nami in je seznanjen z izjavami. Zdravstveni dom Sevnica je 2.3. že začel z epidemiološkim nadzorom. To je bilo v ponedeljek zjutraj in ta epidemiološki nadzor traja še do danes in ga bomo izvajali še v naslednjih tednih. Epidemiološki nadzor smo v tem tednu poostrili s tem ukrepom, da se udeležujeta 2 zaposlena, torej zaradi res zbiranja natančnih anamnestičnih podatkov smo ocenili, da morata biti 2 zdravstvena delavca. V tem času delamo aktivno, preventivno in izobraževanje in opolnomočenje vseh zaposlenih v zdravstvu Sevnica. Govorim v zdravstvu, zato ker v sistemu javnega zdravja delujejo tudi koncesionarji. Delamo ločeno in sicer, per partes, z zobozdravstvom in z okulistiko Meh smo imeli izobraževanje včeraj in napoved, kaj se bo dogajalo. Z specialistiko in pa družinsko medicino ter ostalimi sodelavci imamo skoraj vsako jutro. Danes bodo dobili zadnja navodila ob 13:30 uri. Kakšna navodila? Ta, ki so aktualna in jih objavlja NIJZ in pa Ministrstvo za zdravje. V hiši imamo izdelane protokole, zato res pozivamo paciente za strpnost in pozivamo jih, da se obračajo na našo internetno stran, če pa to ni moč, pa seveda preko telefonov. Telefoni so javno objavljeni na naši spletni strani in vse aktualne novice tudi dokumentiramo. Kaj bomo delali v drugem tednu? Veste, da je minister odpovedal vso preventivno dejavnost, ampak vsa preventivna dejavnost ima ene posebnosti. Posebnosti so preventivni pregledi nosečnic pri izbranem ginekologu in preventivne obravnave v patronažnem varstvu. Preventivne pregledi pri nosečnic bomo zaščitili in naše izvajalce in nosečnice z dvojnim preverjanjem, torej ob vhodu in pa še v čakalnici ginekološkega dispanzerja. Torej nosečnice morajo biti vse oskrbljene. Drugo je patronažna služba. Veste, da je to delo na domu, v skupnosti najbolj občutljivih, na najbolj občutljivem in nekontroliranem območju, kar se tiče širjenja infekcij. Patronažne sestre bodo obravnavale po protokolu otročnico in novorojenčka v 1. mesecu starosti. Obravnavale jih bojo tako kot sedaj. Po protokolu je, da vsaka otročnica pokliče patronažno službo v 24 urah, ko je z novorojencem doma. Patronažna služba ima navodila, da bo družino poklicala, kje se nahaja, kje je novorojenec, kje je otročnica in jo tudi obiskala zaščiteno in
preko protokola, katerega smo izdelali, tudi izprašali anamnestične podatke v zvezi s koronavirusom. Preventivni pregledi dojenčkov. Dojenček je od 1. meseca do od 1. meseca do 12. meseca. To so preventivni pregledi v otroškem dispanzerju, in sicer gledali bomo tako kot do sedaj pri 1. mesecu, 3. mesecu, tukaj so cepljenja in vse do 6. leta starosti bomo izvajali vsa obvezna cepljenja. Ravno tako, kot sem prej omenila, dvojno čekiranje na epidemiološki nadzor na vhodu in pa tik pred vhodom v ambulante. Izvajali se bojo psihološki pregledi 3-letnika in pa logopedski pregledi, preventivni pregledi 5-letnika. Vsi ostali preventivni pregledi so ukinjeni. Specialistični pregledi, ja, vsa specialistika, ki se izvaja v hiši, bomo izvajali za stopnjo nujnosti nujno in za stopnjo nujnosti zelo hitro. Vse pogodbeni izvajalci zdravstvenih storitev so preklicani, izvajali bojo samo tisti zaposleni, ki imajo redno delovno obveznost v zdravstvenem domu Sevnica. Obveščam tudi javnost, da bodo določeni zdravstveni delavci delali delo od doma. Preklic, se veste, je vseh letnih dopustov in zato kategoriziramo, kdo lahko in kdo ima takšno delo, da bo pacientom pomagal tudi od doma. Cilj nam je še vedno zdrav zdravnik, zdrava medicinska sestra in zdravi zdravstveni sodelavci, da lahko pomagajo nam, ko smo oboleli oziroma ko potrebujemo pomoč. Kaj bi še povedala? Antikoagulativna ambulanta, to je, ocenjujemo, zelo pomembna dejavnost za naše obvladovanje bolezni, bo delovala po protokolu, tako da vse paciente obveščamo, da to normalno deluje. Lahko prosim, da strnjeno poveš, da ni bilo še pri nas primera virusa in da tudi noben zdravnik ni potencialno okužen prišel, da se to pač uvrže to. Mi aktivno iščemo in ozaveščamo zdravstvene delavce, naj pridejo do svojega izbranega zdravnika, vkolikor sumijo na obolenje. Do danes še nimamo okuženih, niti potrjenih za koronavirusom med zaposlenimi zdravniki, medicinskimi sestrami ali ostalim osebjem.